Glad it's a woman. The honor goes to you. Thank you, sir, for having my country. I appreciate it. Nice meeting you. And I try to reinforce. Verehrte Frau Staatspräsidentin Dr. Natascha Pirc-Musar, dear Madam President, a warm welcome. I'm pleased to welcome you in Frankfurt, to welcome Slovenia as host country to our book fair in Frankfurt. A warm welcome. I very appreciate to meet you the first time. I hope you enjoy the time. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gospod nadžupan, tudi jaz sem danes tu v Frankfurtu prvič kot predsednica Republike Slovenije, tudi vi ste v govoru dejali, da ste prvič kot nadžupan v času knjižnega sejma. Torej, spoštovani gospod župan Mike Jozef, spoštovani visoki gostje, dame in gospodje, spoštovana ministrica za kulturo, minister za gospodarstvo, spoštovani častni konzul Republike Slovenije v Frankfurtu. Frankfurt, gledan od daleč, je včasih žrtev stereotipa, da je samo finančna prestolnica Evrope. Seveda, tu je sedež frankfurtske borze in Evropske centralne banke, tu so zastopane tako rekoč vse banke, ki kaj pomenijo na svetu. Frankfurt je za Slovenijo pomemben tudi zaradi prometnih povezav. Frankfurtsko letališče je upravljalec ljubljanskega, Lufthansa pa je med najpomembnejšimi letalskimi prevozniki v in iz Slovenije. A Frankfurt v Sloveniji v resnici najbolj poznamo po frankfurtskem knjižnem sejmu. V časih socializma, še pred samostojnostjo Slovenije, so bile tuje strokovne knjige redkost na slovenskem trgu. Spletnih izdaj tedaj seveda še ni bilo, tudi interneta ne. Slovenski založniki pa so vsako leto iz Frankfurta pripeljali knjige, ki so jih kupili neposredno na sejmu in priredili prodajno razstavo, ki se je imenovala Frankfurt po Frankfurtu. Če torej nekoga iz moje generacije vprašate za hitro asociacijo z imenom Frankfurt, bo to zagotovo knjiga. Vsekakor bolj prijazna asociacija kot denar. Pa vendar je tudi v slovenskih očeh prav primerno, da sta kultura in posel tista pojma, ki označujeta mesto, kot je Frankfurt. Poslovno sodelovanje z Nemčijo je namreč za Slovenijo ključnega pomena. Številna slovenska podjetja so vpeta v proizvodne verige, ki vodijo v Nemčijo. Veliko število delovnih mest v industriji je vezanih na partnerstva z nemškimi podjetji. Skoraj 2/3 blagovne menjave poteka s samo 3 zveznimi deželami, Bavarsko, Baden-Württembergom in Severnim Porenjem, Vestfalijo. Verjamem, da je zato velika priložnost za povečanje sodelovanja s podjetji iz Hessna. Že glede na močno farmacevtsko industrijo bi to moralo biti tudi mogoče. Gospodarsko spoznavanje in povezovanje lahko poteka tudi preko spoznavanja na področju kulture. Frankfurtski knjižni sejem je poslovni dogodek, ki je pretežno vezan prav na kulturo, preko vsebin, ki se tam predstavljajo in izmenjujejo. Je pa letošnji poseben položaj Slovenije kot častne gostje sejma lepa priložnost za spoznavanje na številnih drugih področjih. Vesela sem, da je v tem času v Frankfurtu več razstav in kulturnih dogodkov, preko katerih lahko prebivalci in obiskovalci Frankfurta spoznavajo Slovenijo,
Še bolj pa, da so se pri tem spletle povezave med kulturnimi institucijami Slovenije in Frankfurta, ki bodo, v to ne dvomim, ostale tudi po knjižnem sejmu. Pomoč Veleposlaništva Republike Slovenije in Slovenskega kulturnega centra v Berlinu je bila pri tem neprecenljiva, za kar se jima iz srca zahvaljujem. V Arheološkem muzeju lahko slišite zvoke najstarejšega glasbila na svetu, neandertalske piščali, ki je bila najdena v Sloveniji. Ljubitelji novejše glasbe bodo lahko čez 2 dni obiskali spektakularen koncert skupine Laibach. Haus am Dom gosti razstavo o Almi Karlin, pisateljici in svetovni popotnici, ki se je pred več kot 100 leti odpravila na pot okrog sveta v času, ko so ženske redko potovale same. Muzej komunikacij je pripravil skupno razstavo s Tehniškim muzejem Slovenije o razvoju mobilne telefonije, na kateri lahko vidite tudi video nagovor mojega soproga ob njegovi zbirki starodavnih Blackberryjev. Naštevala bi lahko še dolgo, a bom omenila le še eno razstavo, in sicer zaradi njenega večplastnega simbolnega pomena. V Muzeju nemške romantike je na ogled razstava o avtorju pesniškega sporočila miru, ki je postalo tekst slovenske himne. Razstava umešča velikega pesnika slovenske romantike Franceta Prešerna v kontekst povezovanja in prepletanja v Evropi prve polovice 19. stoletja. Brskanje po zgodovini nam razkrije, da je to povezovanje seglo tudi do Frankfurta. Dolgoletni Prešernov prijatelj je bil namreč grof Anton von Ausberg, rojen v Sloveniji in pesnik avstrijske romantike. Ausberg je bil tudi poslanec Ljubljane v frankfurtskem parlamentu, ki se je sestajal za vogalom v Pavlovi cerkvi. Skupaj s Prešernom sta v domovini odkrivala stare zgodbe in na njihovih osnovah pisala pesmi, en v slovenskem, drugi v nemškem jeziku. Povezave torej obstajajo že dolgo. Novo spoznavanje Slovenije, ki sedaj poteka vsepovsod po Frankfurtu, naj pripomore k temu, da se stkejo nove povezave tudi v turizmu in gospodarskem sodelovanju. Verjamem, da je še veliko priložnosti, ki jih lahko izkoristimo. Iz srca hvala Frankfurtu, gospodu nadžupanu za iskreno dobrodošlico. Veselim se nadaljnih dogodkov, otvoritve Frankfurtskega knjižnega sejma, jutri tudi ogleda. Veselim se srečanj z nemškimi prijatelji in kolegi. Hvala vam iz srca za vse, kar nudite Sloveniji. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Ihnen allen, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich wünsche uns eine gute Buchmesse, viele Gespräche, einen guten Austausch. Und auch das möchte ich an der Stelle sagen, gerade in der jetzigen Zeit gibt es kaum etwas, was wichtiger ist als den direkten Austausch, die direkte Begegnung, Bücher zu lesen und Informationen aus erster Hand zu bekommen. Deswegen eine gute Buchmesse. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre Ansprache, für Ihre Anwesenheit. Und jetzt darf ich Sie alle noch zu einem gemeinsamen Umtrunk einladen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Za naše tradicije in za ohranjanje slovenske besede med Slovenci v Frankfurtu. Lepo, sem vam hvaležna. Lepo.